Park de la Ciutadella je zelo idiličen in predstavlja najbolj zeleno oazo v Barceloni. Park kar vabi k sprostitvi in počitku ali k dolgim sprehodom, pa tudi k pikniku. Leta 1714, po uspešni vojni v času Felipa V., so na tem terenu postavili Ciutadello, obrambno trdnjavo. S tem je želel burbonski kralj postaviti ljudstvo pod svoj nadzor. La Ciutadella je predstavljala vse, kar so Katalonci sovražili, Burbone in centralno vlado v Madridu. Kasneje so Citadello preuredili v zapor, večinoma za politične zapornike. V stavbi, ki je bila nekoč arzenal, vojaško skladišče Ciutadelle, je sedaj sedež katalonskega parlamenta. Arhitektura te stavbe parlamenta je še vedno videti skoraj enaka, kot ob zasnovi. Ta robustna in impozantna zgradba, zgrajena v začetku 18. stoletja, ima tloris v obliki križa z osrednjo kupolo in 4 notranjimi dvorišči. Na območju je več znamenitosti: živalski vrt, katalonski parlament in muzej moderne umetnosti, ki se nahaja v stavbi parlamenta. Na območju parka sta zoološki in geološki muzej. Na jezeru lahko najamete tudi čoln na vesla. Na severozahodnem vhodu v park je konjeniški kip generala Prima, ki je leta 1869 dal ukaz za obnovitev Citadele. Leta 1998 je bila tu svetovna razstava. Park je zasnoval arhitekt Josep Fontserè. Mladi in takrat še neznani arhitekt Antoni Gaudí je sodeloval pri načrtovanju slapa Kaskada in pri gradnji fontane, ki stoji ob jezeru, ki jo varujejo krilati zmaji, figure, ki jih pogosto najdemo v njegovih delih. Kaskada Monumental je lepotica. Po ohlapnem vzoru rimskega vodnjaka Trevi je Fontserè sodeloval z več katalonskimi umetniki, da bi ustvaril energičen prikaz vodnih tromb ter v kamen izklesanih školjk in zmajev. Resnična privlačnost je bleščeča zlata skulptura Aurore, ki v rimski mitologiji predstavlja jutranjo zoro, ki jezdi 4 konje. Simbolizira svetlobo in svobodo. Ali so papige ušle iz živalskega vrta? Zelo so priljudne in za hrano pridejo tudi na roko sedet. Te glasne ptice so meniški papagaji. Mank paraquets. Na zahodni strani parka so številne modernistične stavbe, ki so še vedno ohranjene. V najbolj severni stavbi, Castel del Tres Dragons, grad 3 zmajev, je zoološki muzej. Stavbo je leta 1887 zgradil arhitekt Louis Domènech i Montaner. Rezervoar Sav je bil dokončan leta 1962,
z zajezitvijo reke Ter. Zgradil pa ga je Frankov fašistični režim kot del kontroverznega nacionalnega načrta, ki je ustvaril na desetine rezervoarjev po vsej Španiji. Vendar so zato morali na stotine družin pregnati z njihovih domov v približno 500 vaseh. Rezervoar ima prostornino 151 milijonov kubičnih metrov vode. Jez ima strukturno višino 83 metrov in dolžino vrha 260 metrov. Rezervoar Sau zdaj zagotavlja pitno vodo več kot 3 milijonom ljudi v Barceloni in vodo za namakanje kmetijskih površin v severni Kataloniji. Je pa tudi pomemben vir električne energije v regiji. Ko je bila cerkev Santa Roma de Sau iz 11. stoletja potopljena pod vodo, so ljudje mislili, da je ne bodo nikoli več videli. Zaradi hude suše, ki traja v Evropi, je rezervoar trenutno na manj kot 10% svoje zmogljivosti, dovolj za potrebe milijona prebivalcev v 3 mesecih. V teku so reševalne operacije za izlov vseh rib iz rezervoarja, da bi ohranili kakovost vode in zagotovili vir pitne vode za regijo. Pričakuje se, da bodo množico invazivnih rib, ki segajo od soma do navadnega krapa in ščuke in so domnevno vnesene v rezervoar za športni ribolov, žrtvovali v skladu z lokalnimi predpisi o eksotičnih vrstah. Medtem, ko bodo vse ujete ribe, ki so avtohtone na tem območju, izpuščene v bližnje vode. Uradniki prav tako postopoma prenašajo preostalo vodo v bližnji rezervoar, da bi čim bolj zmanjšali tveganje, da bi se lahko onesnažila, ko se rezervoar izprazni. Mračna slika v Sau se je ponovila po vsej Španiji, ko so rezervoarji po 2 vročinskih valovih presahnili in so zaloge vode padle na najnižjo raven od leta 1990. Območji v Španiji, ki jo je suša najbolj prizadela, sta Andaluzija in Katalonija. Računi za vodo so se že povečali, poraba vode za kmetijstvo pa je omejena. Parkov ne zalivajo več, fontane so suhe in polnjenje zasebnih bazenov ni dovoljeno. V Barceloni je tudi največji obrat za razsoljevanje v Evropi, ki proizvaja sladko vodo iz bližnjega Sredozemskega morja. Iz 100 litrov slane vode dobijo 45 litrov sladke vode. Ta obrat za razsoljevanje trenutno proizvede približno 20% sladkovodnih potreb Barcelone. Proces je počasen in drag, saj porabi veliko energije. Vik je bil do 18. stoletja obzidano mesto s 7 vrati. Plaza Mayor ali glavni trg je monumentalni arkadni trg v najvišjem delu starega mestnega jedra. Je kvadratne oblike, v sredini pa je velik odprt, neasfaltiran prostor, kjer potekajo sejmi, tržnice in koncerti. Prve stavbe so zgradili v 12. stoletju. Da bi nudile zaščito pred slabim vremenom, so jih gradili z arkadami, ki morajo biti visoke za višino jezdeca. Vik ima največ megle v Španiji, s temperaturami do -10 stopinj Celzija in manj, ter epizodami mraza,
in hudih snežnih neviht. Na jugovzhodni strani je mestna hiša z zvonikom iz leta 1388. Arhitekt Fra Josep de la Concepción je ob koncu 17. stoletja naredil največje spremembe in več stavb združil v veliko baročno stavbo, kakor je še danes. Na jugozahodni strani je Casa Comelja, modernistična palača iz 19. stoletja, ki jo je zgradil Cayetano Buigas. Zelo zanimiva je Casa Costa, modernistična zgradba iz 20. stoletja, ki jo je zgradil mojster Josep Illa. Kvadrat vsebuje harmonično mešanico stavb iz različnih obdobij in različnih arhitekturnih slogov. Mesto ima zelo dolgo zgodovino, ki sega v čas Rimljanov, ko se je imenoval Ausa. Leta 788 je bilo mesto bolj ali manj uničeno med arabsko invazijo. Vendar pa je grof Barcelone, znan kot Wilfred Kosmati, sčasoma ponovno osvojil mesto in ga začel znova graditi. Prevzel je nadzor nad višjim koncem mesta in zgradil grad Montcada, spodnje območje pa je dal škofu iz Vika, ki je zgradil katedralo. V srednjem veku se je mesto razprostiralo okoli impresivne katedrale, ki je tudi nadškofijski sedež. Najbolj izjemne značilnosti tega neoklasicističnega templja so kripta, prvotni zvonik in stenske poslikave Josepa Marije Serta. V neposredni bližini je škofovska palača Palau Episcopal. Leta 1882, ko so porušili romanski grad Montcada, so se med ruševinami pojavili ostanki rimskega templja iz 2. stoletja, ki je bil v odličnem stanju. Tempelj, zgrajen na podiju, je sestavljen iz majhne komore in atrija z 8 stebri. Značilnost cerkve Pietà of Vic so glavna vrata, ki jih obdajata 2 para stebrov na podstavku z grbom Vika. Kapiteli teh stebrov so korintski, nad njimi pa je friz z izklesanimi angeli. Zmajarstvo na vodi ali kajtanje, izvedeno iz angleščine, je v zadnjih letih postalo eno najbolj popularnih celoletnih vodnih aktivnosti. Je šport primeren za vsakogar. Dokaj hitro se ga da naučiti in zelo hitro začnemo v njem uživati. Takole je bilo februarja v Barceloni.